Lepo pozdravljeni, sem Bojan Madjar, po izobrazbi magister farmacije, drugače pa že vrsto let delam v lekarni kot lekarniški farmacevt. Sem pa pri Lekarniški zbornici Slovenije tudi nacionalni koordinator za projekt farmacevtske skrbi, ki se imenuje Vprašaj o svojem zdravilu. S tem projektom nekako želimo spodbuditi ljudi, predvsem paciente, ki uporabljajo zdravila, da če se jim pojavljajo kakšna vprašanja v zvezi z zdravili, da se pač obrnejo tudi v zvezi s tem na farmacevta. In ja, zdravila bodo tema tudi tokratnega kratkega predavanja oziroma predstavitve, predvsem kako zdravili na potovanju, ne. Tako imenovana potovalna lekarna je en tak termin, ki je že kar nekako uveljavljen. Je pa, ja, moram reči, da kar pomemben del potovalne prtljage, ne. Ni nekaj, tudi kar pripravimo mogoče 5 minut tik pred odhodom, ampak je zelo pomembno, da nekako načrtujemo vsebino te potovalne lekarne, kajti od nje je potem odvisno, ali bo potovanje varno. Če se nam karkoli neprijetnega pripeti, lahko potem zdravili, ki jih imamo s sabo, ali drugi pripomočki, ki sodijo vsem, nekako zadevo rešimo dokaj hitro, drugače pa se znajdemo v kar hudih škripcih lahko. Zdaj, kar se tiče same recimo osebe s hemofilijo je pa še toliko pomembnejše, da se te priprave pa sestave potovalne lekarne res loti preudarno. Namreč pri taki osebi niso del potovalne lekarne samo tista zdravila ali pripomočki za občasne težave, ki se lahko na potovanju pojavijo, ampak seveda oseba s hemofilijo mora v sabo vzeti zdravila, ki jih mora redno uporabljati, in ponavadi sledijo tudi kakšni drugi pripomočki, ki temu spadajo, sodijo zraven, potem je pa seveda potem še tudi recimo problem. Večina teh zdravil je vseeno sodi v hladno verigo, se pravi, je treba posebne pogoje shranjevanja zadovoljevati pri takih vsebini potovalne lekarne. Tako da, ja, včasih je to kar pomemben izziv, ne, pripraviti ustrezno vsebino te potovalne lekarne, in o tem bomo zdaj govorili malce podrobneje. Mogoče za začetek orišem sliko, ki ponazori, da je dejansko vsebina potovalne lekarne od marsičesa odvisna. Zdaj, če si predstavljamo dve situaciji, dva primera odhoda nekam za teden dni, recimo na morje, pa je lahko na koncu vsebina, kaj vzeti s sabo, pa koliko vzeti s sabo, dosti različna. Če recimo v enem primeru gre za enega ali dva odrasla potnika, nobenih kroničnih posebnih bolezni, potem je v tem primeru seveda vsebina mogoče bolj majhna te potovalne lekarne. Če pa v drugem primeru si predstavljamo recimo družino, lahko z majhnim otrokom, a ne, lahko je tudi zmes kakšna starejša oseba ali pa recimo kak bolnik s kronično boleznijo, ne vem, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, podobno, ko rabi zdravila, posebej recimo, če so taka zdravila, ki tudi rabijo shranjevanje v hladilniku, kot je recimo tudi primer pri bolezni z hemofilijo. Potem pa seveda je treba pač določene stvari dodati tej potovalni lekarni, ki drugače mogoče običajne osebe niti nimajo tega vsega za sabo. In pa seveda se lahko vsebina te potovalne lekarne kar poveča s tem, da tudi pomemben del tega potovalnega kovčka lahko predstavlja ravno ta potovalna lekarna. Kaj sem želel s tem povedati? Da je v osnovi treba pomisliti na to, kdo gre, ne, in kaj vse se lahko zgodi, pa tudi kam gremo v konec koncev, ne, je zelo pomembna destinacija, ki vpliva na vsebino potovalne lekarne. In za začetek bi dejal tako,
Ko ste v situaciji, ko pripravljate potovalno lekarno in naj to res ne bo 5 minut pred odhodom na pot, ampak kak teden ali pa vsaj nekaj dni prej, potem si je fajn zastaviti nekaj vprašanj. Tle predlagam vsaj 4. Recimo na prvem mestu, kdo potuje, je zelo pomembno, a ne? Če je to ob odraslem še kak otrok, ki rabi posebna zdravila, tudi drugačna zdravila kot odrasli, a ne? Pa potem, če gre kak starejša oseba ali gre tudi za kroničnega bolnika, recimo za osebo z zmotnjami strevanja krvi, vse to zelo pomembno vpliva na to, kaj bomo dali v ta potovalni kovček, kaj pa predstavljajo potovalno lekarno. Drugo pomembno vprašanje je, kam gremo, ne? Ni enako, če gremo nekam k nam v isto državo, recimo Slovenijo ali pa v nam bližnjo sosednjo državo, ali pa gremo kam izven Evrope, mogoče celo v kakšne trope, mogoče v neke države, kjer je tudi zdravstvena oskrba vseeno na slabšem nivoju kot pri nas. Vse to je pomembno, tudi vpliva na to, da mogoče v takih primerih vzamemo kako zadevo s sabo raje, kot pa da bi tam potem iskali po lekarnah, ker bo verjetno tudi dostopnost slabša. Tretje vprašanje, kako potujemo? Zdaj, najenostavneje je z avtom, takrat smo tudi bolj fleksibilni in tudi verjetno je potovanje z prtljago lažje, kot pa če gremo z avtobusom ali pa recimo z ladjo ali pa z letalom. Tam so vseeno določena dodatna pravila in možnosti in omejitve in tudi na to moramo biti pozorni in se tega zavedati. In na koncu še mogoče razmislek o tem, kaj bomo počeli na tem svojem dopustu. Lahko, da bomo zelo pasivni in se bomo premikali več ali manj na tej relaciji od bazena ali od plaže do hotela pa restauracije. Lahko pa, da bomo zelo aktivni, bomo kolesarili, se peljali štirikolesnikom, šli na kak pohod, lahko tudi večdnevni, bomo šli v kakšne trope ali v kakšne planine, bomo nekje šotorili, taborili. Skratka, seveda od tega je zelo odvisno, kaj se nam lahko zgodi po eni strani, po drugi strani pa bomo tudi v takih primerih verjetno bolj oddaljeni od civilizacije, če lahko tako rečem, ali pa vsaj lekarna ali pa neki zdravnik ne bo ravno tako blizu kot nekega hotela. Zdaj, ko pripravljamo vsebino te potovalne lekarne, se seveda odločimo, kaj bomo vzeli s sabo, glede na to, kar sem povedal. Prva sestavina je vsekakor so zdravila, pa tudi pripomočki, ki jih redno rabimo, ne. To je nekako najpomembnejši napotek, brez tega ne moremo iti na potovanje, ker to so zdravila, ki jih lahko dobimo samo na recept, a ne. Kot prvo je že to, kot drugo pa, če gremo v kako drugo državo, se moramo zavedati, da vsa zdravila niso ravno na voljo v vseh državah. In če imamo s sabo premalo zdravila, a ne, premajhno količino, potem lahko že pride do težave, ko ne moremo priti do zdravila, zato je treba premisliti, dobro premisliti, za koliko časa gremo. Mi priporočamo, da recimo, če gremo za 7 dni ali pa za 14 dni, da si ne preračunamo tega zdravila, recimo, da ne preštejemo tablete ravno za 7 dni, če je res to enotedensko potovanje, ampak vzemimo s sabo za nekaj dni rezerve. To pa zato, ker vedno se lahko zgodi nekaj nepredvidljivega, ne samo to, da bi mogoče rabili malce več zdravila kot običajno, ampak lahko se zgodi, da enostavno ne bomo ob tistem času, ko smo načrtovali, prišli domov. Spomnimo se samo nedavne situacije v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, kjer je pač prišlo do situacije, ko so ljudje kar nekaj dni potem morali podaljšati svoje dopustovanje. Vedno
vzamemo, to velja tudi doma, da imamo seveda zdravila vedno v originalni vojnini, to še posebej velja v primeru, ko gremo izven države, da se res vidi, da je to zdravilo izdano v lekarni, se pravi, da je originalna škatlica, mogoče še gornja nalepka od lekarne z navodilom za uporabo. Če imate več zdravil, pa greste kam v tujino, je priporočljivo tudi imeti s sabo seznam zdravil, ki jih uporabljate. V ta namen vam lahko pomagamo tudi v lekarnah, lahko vam naredimo tako imenovano osebno kartico zdravil in to vam lahko pride zelo prav. Tako za sebe, kot tudi, če se vam karkoli zgodi, tle imate informacije o zaščitenih, nezaščitenih imenih zdravil, se pravi, ne samo to lastniško ime zdravila, ki ga da tovarna, proizvajalec, ampak tudi tisto mednarodno nezaščiteno ime, ko lahko zdravstveno osebje potem lažje v njihovi državi mogoče najde ustrezno zdravilo oziroma vsaj zamenjavo za to vaše zdravilo, oziroma da enostavno zdravnik tudi je seznanjen, če se vam karkoli zgodi, res katera zdravila jemljete zelo hitro, da potem ni treba brskati po spletu in iskati pod tem imenom, kaj v Sloveniji, katero zdravilo se v Sloveniji dobi. Pri kroničnih bolnikih, recimo predvsem pri bolnikih, ki mogoče uporabljajo kakšna tako imenovana psihotropna zdravila, se pravi zdravila, kjer je režim bolj strog zaradi tega, ker je možno zlorabe strani nepooblaščenih oseb, ali pa recimo tudi v primeru neke osebe, ki ima hemofilijo, ki uporablja zdravila, ki se tudi inicirajo, se pravi, gre za bolj kompleksne sisteme. Mogoče ni slabo, da zdravnik napiše eno tako spremno pismo, kjer opiše vaše indikacije, vaše zdravljenje. Tudi je lahko tu ena taka kontaktna številka ali pa vsaj mail, kjer se zdravite, da potem lahko tudi vašega zdravnika se kontaktira, če bi bilo potrebno, ne. In ja, na koncu vsa ta zdravila, pripomočke damo v tako imenovano potovalno lekarno, ki jo imejmo v ročni prtljagi. Pomembno je, da je vedno nekje pri roki, ne. To je zelo pomemben napotek, kajti veste, lahko se zgodi, da se kak kovček, posebej, če potujemo recimo z letalom, izgubi. V primeru, če imamo pa to v ročni prtljagi, pa je ta strah odveč, do tega načeloma ne bo prišlo. In ko boste rabili, zdravilo, boste jo imeli vedno pri roki. Se pravi, prvo je, da si pripravimo zdravila, ki jih imamo redno predpisana na recept, ki jih redno jemljemo. Potem dodatek pa je seveda so zdravila pa pripomočki, ki lahko pridejo v poštev. Če se karkoli na potovanju zgodi, pa potem po potrebi vzamemo kako zdravilo. Zdaj tle je treba pomisliti, kaj vse pa lahko gre narobe oziroma kaj se nam lahko pripeti. Izkušnje pravijo, da je tudi na potovanju treba pričakovati, da nas bo mogoče bolela glava, mogoče kakšna druga vrsta bolečine se bo pojavila, lahko tudi zbolimo v smislu, da se prehladimo recimo, da pride do kakšne okužbe in v tem primeru rabimo neke analgetike, se pravi protibolečinska zdravila ali pa za zbijanje povišane telesne temperature, tako da kakšna škatlica takega zdravila je zelo fajn, da je del potovalne lekarne. Potem naslednje so prebavne težave, Že en tak termin obstaja potovalna driska, lahko posebej, če gremo kam dlje, na kako drugo celino, lahko pride do prebavnih težav, ki se večinoma kažejo z drisko, lahko pa tudi določene osebe imajo takrat težave z zaprtjem, tako da malce pomislimo tudi pri sebi, odvisno kam gremo, kaj se nam je v preteklosti dogajalo in tudi po potrebi taka zdravila, kot je neka oralna rehidracijska sol za pripravo raztopine, pa kak probiotik ali pa recimo kako zdravilo proti zaprtju, da vzamemo že kar s sabo. Posebej mlajši naši otroci imajo lahko težave z potovalno slabostjo, tako da tudi na to pomislimo, ali pa če bomo recimo del potovanja opravili z ladjo ali s kakim čolnom, ko se bo zibalo in lahko tudi
kakemu postane slabo. Ponovadi potujemo v poletnih mesecih, ko je tudi v ozračju veliko žuželk, tako da lahko pride do nekih pikov žuželk, lahko kaj pojemo ali pa pridemo v stik z kakšno snovjo, na katero smo alergični. Tako da kakšni antihistaminiki, recimo v obliki gelov, tablet, sirupov, za blaženje srbenja lahko pridejo zelo prav, oziroma repelenti, ki odganjajo mrčes posebej. Če gremo v področje, kjer je tega veliko, pa lahko tudi recimo komarje določene bolezni prenašajo. Jaz bom rekel tako, da praktično v vsakem primeru neka tako imenovana prva pomoč za oskrbo manjših ran mora biti del potovalne lekarne. Se pravi, damo noter kako razkužilo, obliže, sterilne gaze in povoj, to bi kar moralo biti prisotno, da tiste prve manjše poškodbe ali pa tudi večje, pa tisto prvo skrbo, da naredimo že na licu mesta, da čim prej odreagiramo, pa potem seveda po potrebi poiščemo nadaljnjo zdravniško pomoč. In kot sem rekel, ponovadi res gremo na pot poleti, pa tudi takrat, ko smo na poti, smo dlje časa mogoče zunaj, na soncu in se zaščitimo ustrezno tudi z zaščitnimi sredstvi. Pa mogoče pomislimo tudi na kak blažilni gel, da vzamemo s sabo, da potem zvečer kožo nekako nahranimo in da ji omogočimo tudi hitrejšo regeneracijo. Vsekakor pa imejmo v mislih tudi na to, kdo gre. Če se vrnemo nazaj zdaj na primer osebe s hemofilijo, bom imel nekaj proti bolečini, proti vročini s sabo, ampak to za njega ne bo najbolj primerna ravno acetilsalicilna kislina, ki lahko še poveča možnost krvavitev. Zato je v takem primeru treba tudi na to pomisliti in izbrati ustrezno zdravilo. V našem primeru je potem to zdravilo, ki recimo raje kot acetilsalicilno kislino vsebuje paracetamol. Mogoče se res še v tej drsnici malce osredotočimo vseeno na problematiko motenj strevanja krvi. Na kaj tukaj pomisliti oziroma kaj bi izpostavil? Na začetku, kot sem že omenil, da dovolj zdravila vzamemo s seboj, da pokrije ne samo tisti predviden del potovanja, časovni del, ampak tudi raje nekaj dni še dodatno. Naj ne bo odveč, ker lahko se hitro karkoli pripeti in pride do odpovedi leta, do zakasnitve in potem smo lahko v kar hudi stiski. Ne pozabiti na pripomočke za aplikacijo zdravila, če jih imamo, to velikokrat v tem primeru tudi so, recimo igle, brizge, razkužilo, obliži, pa potem tudi posoda, seveda za ostre odpadke. Kot sem že omenil, bolnikom s kroničnimi boleznimi, pa tudi, bi rekel, hemofilija spada tukaj zraven, ena pisna dokumentacija strani zdravnika, kakšna je diagnoza, kakšna je terapija, režim zdravljenja, kontakt vašega zdravnika. Tudi sam bolnik mora imeti nek načrt ukrepanja, če se karkoli zgodi, kdaj uporabiti katero zdravilo, kdaj poklicati zdravnika, kam se obrniti na poti. Fajn je tudi, da to pred potovanjem že preverite, kam greste, kje je najbližja bolnišnica ali ambulanta, kam se lahko obrnete, recimo v primeru, če bi se karkoli zgodilo, da potem v tisti akutnem stanju, situaciji se še ne ukvarjate s tem, da bi iskali te kontakte, te naslove, ampak da imate to že nekako pri roki. In zelo pomembno je, tudi tukaj bi izpostavil, v tem primeru potovalna lekarna ni nek dodatek prtljagi, ki je ali ni, mora biti absolutno, kajti gre za pomemben del vašega varnega potovanja. Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje hemofilije, so dostikrat hranjena v hladilniku. V glavnem gre za zdravila, ki pač stabilnost je taka, da morajo biti pri nižjih temperaturah hranjena. Zato je pri teh zdravilih
potrebna še posebna previdnost, a ne. To že vidim, ko prihajate v lekarno po določena taka zdravila iskat, da imate že tako priročno hladilno torbo s sabo, tako da nekaj takega potem uporabite seveda. Ali pa prav to absolutno lahko uporabite tudi na potovanju. Tukaj bi opozoril na nekaj napotkov, za katere verjamem, da jih zelo dobro poznate, ampak mogoče ne bo odveč ena taka ponovitev. Pazimo, teh zdravil, čeprav se hranijo na hladnem, pa ne smemo zamrzniti, ne. Ne smejo priti v neposreden stik z ledom ali pa hladilnim vložkom, to je treba biti pozoren, kajti led ima temperaturo -10, -20 stopinj Celzija in v primeru neposrednega stika lahko zdravilo zamrzne. To zdravilo je običajno gre za neko večjo beljakovinsko molekulo, ki ima določeno 3D strukturo, ki je tudi odgovorna za njegov učinek. Kaj se zgodi, če je zamrzne to zdravilo, ko se odtali, je velika verjetnost obstaja, da se ta 3D struktura ne bo več povrnila nazaj in zdravilo več ne bo učinkovito, ne. Podobno, kot če bi ga preveč segreli, recimo, ko se tudi lahko ta 3D struktura podre. Zato pa je zelo pomembno, da taka zdravila niti ne zmrzujemo, niti jih preveč ne segrevamo, ne. Absolutno, saj to se ponavadi kar zavedamo, je treba jih varovati pred visoko temperaturo. Tukaj bi opozoril na situacijo, ko recimo lahko gremo z avtom na neko pot, pa se kje ustavimo, mogoče tudi na kaki malici vmes, na prigrizku, na kosilo, kakorkoli že. Lahko avto pustimo za kako uro ali pa dlje, tudi kje na parkirišču. Temperatura v avtomobilu lahko zelo hitro naraste in sicer nekje v eni uri lahko že za preko 20 stopinj je temperatura v avtomobilu višja kot zunaj. Če je zunaj nekje 25, 30, bo ta temperatura znašala v avtomobilu že 50 ali pa več stopinj Celzija. In to ni ravno najbolj ugodno, če res imamo zdravilo pri taki temperaturi, bi pa moralo biti pri 2, 5, recimo največ 8 stopinjah Celzija. Kaj se lahko zgodi? Postopek razgradnje takega zdravila se bistveno pospeši, lahko tudi 20, 25-krat v tej razliki temperature, kar pomeni spet, da pride do razgradnje in posledično slabšega učinka vašega zdravila. Tako da na to bodimo pozorni. Če gremo iz avta, vzamemo ta zdravila, ki morajo biti v hladni verigi, s sabo nekam. Itak bomo verjetno v kaki senci, v kakem klimatsko hlajenem prostoru pojedli tisti obrok in najboljše je, da so zdravila takrat z nami. Pa ja, pomislimo tudi, kam bomo šli. Seveda moramo tudi vedeti, ko pridemo na ciljno destinacijo, je tam hladilnik, da jih bomo potem ta zdravila preložili, ker ta potovalna hladna veriga pa ne bo vzdrževala seveda temperature kak dan že, pa še to je vprašljivo, ne. Sigurno pa ne več dni ali pa celo kak teden ali 2. Zdaj, ena posebnost so seveda letala, takrat tudi seveda gremo v druge države. S prtljago so ene take posebnosti, ko potujemo z letalom, ki jih moramo upoštevati. In če se odločite tudi za tako potovanje, imejte v mislih, da je tu še treba na marsikaj pomisliti. Kot sem že omenil, zdravila, ki so del potovalne lekarne, sodijo med ročno prtljago, ki jih vzamete s sabo na letalo. Pa to ne samo zaradi tega, ker boste, če bi slučajno rabili kako zdravilo med letom, to tudi lahko potem hitro do njega prišli, ampak tudi v smislu, da ja, to ročno prtljago načeloma ne boste izgubili, ker boste vedno imeli s sabo. Prtljaga, ki je del potem transporta, pa na žalost verjetno marsikdo med nami je že doživel tudi, da se kaj izgubi in ne pride takoj za nami, mogoče potem nekaj dni za nami ali pa celo sploh ne pride več. Tako da tudi z tega vidika je bolje, da so vedno zdravila pri vas.
Pa tudi veste, tisto, kar gre v transportni del, je tam temperatura ni toliko nadzorovana kot v potniški kabini, lahko pride do previsokih ali pa prenizkih temperatur, tako da tudi zaradi tega zdravila ne zaupamo in jih ne dajemo tja. Vedno naj so v originalni ovojnini, ker ko potujemo z letalom v naši državi, tako zapustimo državo, gremo v drugo državo. Fajn je, če imamo s sabo pisno dokumentacijo, se pravi to pismo zdravnika, pa mogoče tudi seznam zdravil v obliki osebne kartice zdravil in pa seveda ne pozabiti na vse pripomočke za aplikacijo, kaj nam pomaga neko zdravilo, če potem nimamo s sabo igle, brizge, razkužila mogoče pa tudi kakih drugih pripomočkov, ki bi jih rabili. Pa ja, z letalom lahko potujemo v različne države z različnimi prevozniki, tako da svetoval bi tudi, da preverite pravila za prevoz tudi zdravil, pa tekočin, igel, recimo hladilnih vložkov, tako da ste tudi na to pripravljeni, da potem ne rešujete na mestu, torej na letališču situacije, ampak že prej imate zadevo pripravljeno, da potem zadevo čim prej, oziroma ves ta postopek, ko greste skozi carino, skozi preverjanje, čim lažje in čim hitreje tudi opravite. Tako da na tak način nekako sem si zamislil to predstavitev. Upam, da sem odgovoril na kakšno vprašanje, ki se vam je mogoče porajalo. Lahko pa na kratko tudi povzamem glede potovalne lekarne, kako se tega lotiti, kako pripraviti. Pred odhodom bi svetoval tako: najprej preveriti, kdo potuje, kajti to je tudi zelo pomemben podatek, na podlagi katerega potem pripravljamo vsebino potovalne lekarne. Zelo odvisno, kakšne bolezni ima ta oseba. Pomembno je tudi, kam potujemo, pa kako potujemo, kaj bomo tudi tam počeli, kot sem dejal, tudi na to je treba pomisliti in na podlagi tega spet kaj dodati v samo potovalno lekarno ali pa tudi mogoče kaj odvzeti. Včasih pa tudi določene stvari jemljemo v takšni količini, da potem itak ne rabimo. Vse to je itak v redu, če kaj ne rabimo, ampak včasih je enostavno tega vsega preveč. Če ste kronični bolnik in imate določena zdravila, recimo, ki imajo poseben režim, kamor bi uvrstil tudi zdravila, ki se aplicirajo skozi igle, se pravi intravensko ali pa subkutano, priporočamo, da imate tudi eno tako pismo zdravnika, ki opredeljuje vašo diagnozo, vaš način zdravljenja, tudi vaša zdravila, da potem nimate kakšnih težav na prehodu meje. Če so zdravila, ki zahtevajo hladno verigo, potem res pomislite na to, kako boste zagotovili vse te temperaturne zahtevke, da bo zdravilo, ko ga boste uporabili, res kakovostno, ki mu boste lahko zaupali in ki bo tudi delovalo in pa hkrati vam tudi ne škodovalo. Na koncu pa tudi ne pozabiti na to možnost, da če kaj gre narobe, kam se lahko obrnete, da že doma, ko ste, poiščete te informacije in se opremite z njimi, da potem na ta način tudi lažje in bolj mirno greste na pot. Tako da vse to upoštevati, kot rečeno, cilj ni, da imamo, ne vem, neko ogromen kovček, ki predstavlja potovalno lekarno, ampak cilj je, da imate stvari, če jih boste rabili, da jih imate pri roki in da so namenjene ravno vam. Tako da rekel bi, da je pravilo potovalne lekarne, da je vsebina prilagojena potniku, se pravi, da imamo pa tudi samemu potovanju, da imamo za pravega potnika prave stvari na prav način tudi shranjene in da potem nam to pride prav in da nas potem seveda tudi na samem potovanju ne ovira preveč. Tako da z tega na tem mestu bi se potem tudi vam lepo zahvalil za vašo pozornost in želim vam pa predvsem prijetno in pa tudi varno potovanje.